Volk pravi, da je spreminjanje načrta razvojnih programov sestavni del občinskega proračuna in se ga lahko spreminja samo takrat, ko se spreminja proračun. A rebalansa na dnevnem redu ni bilo. Torej župan nas je danes v bistvu, kar je tudi sam povedal, na nek način silil, da kršimo zakonodajo. Zavestno tega jaz ne bom nikoli storil in kot sem dejal, bom tudi verjeten, saj moralna dolžnost je taka moja, uporabo vsa sredstva, da ta sklep, ki je bil danes sprejet, tudi izpodbijam. To je pač stvar gledanja oziroma stvar tolmačenja. Jaz sem prepričan, da nismo nobenega člena zakona prekršili. Gotovo pa bo ta načrt razvojnih programov tudi v sklopu proračuna oziroma rebalansa letošnjega proračuna sprejet do takrat, ko bo prišlo na ustreznih inštitucijah to gradivo za pridobivanje evropskih sredstev v obravnavo. Sprejet načrt razvojnih programov je treba poleg gradbenega dovoljenja priložiti k prijavi za pridobitev evropskega denarja tako za kanalizacijo kot čistilno napravo, izpostavlja župan. Kanalizacija na naseljih je ocenjena na približno 600 tisoč evrov in mi bomo po nekem delilniku, ki je na razvojnem centru bil že več ali manj usklajen, čeprav se še predvidevajo neke manjše spremembe, dobili dobrih 300 tisoč evrov, to se pravi polovico teh sredstev. V pridobitev tega denarja je župan kar prepričan, težje bo pri čistilni napravi vredni 2 milijona 300 tisoč evrov, ker bi, tudi če bodo dobili polovico denarja, to pomenilo, da bo morala občina zagotoviti več kot milijon evrov, ki pa jih nima. Sicer pa so na zadnji seji svetniki Medse sprejeli novo svetnico, saj je Bojan Potočar iz SDS-a, ki je od novega leta zaposlen na občinski upravi zaradi nezdružljivosti funkcije odstopil. Nasledila pa ga je njegova hči Karmen Potočar, tako da zdaj v svetu sedita dve ženski.